fajno dvigujemo, da poznamo, kaj je elektrika, poznamo, kaj je tranzistor, kaj je ne vem kaj še vse. Ampak vse to umsko znanje je na vse zadnje prišlo do tega, da smo rekli, karkoli je človek z svojim razumom ustvaril, je imelo na vse zadnje končne posledice, da je bila zmota. Pa ne bo to še tak dosežek, tako veličanstven, kot je atomska centrala. Mi imamo atomske hidrocentrale ali pa atomske bombe, ki pravzaprav dejansko so kaj plod globokega znanja. Toda, nažalost, se to upre in obrne na našo notranjost. In spoznamo, da te elektrarne, kar je bilo zdaj spet v zadnjem času, so pravzaprav res moč neke energije, ki jo pa mi ne znamo v pravem smislu še obvladovati. Atomske bombe so dejansko dokazale, kakšno grozno silo lahko človek ustvari. Ampak, nažalost, ta prvo je bila ustvarjena za uničevanje človeštva. Hirošima in vse ostale stvari, ki so se potem še razvijale, so dokazale, ne igrajmo se z ognjem, ki ga ne znamo pogasiti. Tako je tudi z nami. Mi imamo v svojem življenju celo obliko želja. Bomo še to naredili, pa ono. Ne vprašamo se pa, ali nam to je potrebno. Kar je pa najbolj potrebno, je pa najti pot v lastno srečo. Zdaj, pot v lastno srečo je pa tako. Vsakdo med nami ima svojo lastno pot. Njegova pot te ne koristi. Meni ne koristi. Moja pot ne koristi nobenemu noter. Ampak načelno je pa pot takrat koristna, ko je ideja, da bo to šlo v dobrobit notranje srčnosti, ljubečnosti. Čim je ljubečnost temelj, pol je tukaj že kar precej blizu tistega, kar moramo narediti. Prvo, kar je, moramo spoznati, da nismo prišli slučajno na svet. Nobeden med nami ni slučajno. Vsakdo pride z strogo odrejeno nalogo, ki jo bo pripeljala na stopnjo, katera je potrebna za prihodnje življenje. Tako kot v šoli imamo prvi razred, drugi pa pol do univerze, pa pol pa še naprej specializacije. Ravno tako so naša življenja posejana, samo zato, da bomo dobili kaj? Tisto stopnjo duhovne izobrazbe, da nam ne bo treba se več utelesiti v telo. Kaj pa bomo potem, če se ne bomo več utelesili? Bomo čista ljubeča energija, ki bomo lahko s to energijo doprinašali ostalemu človeštvu v obliki razvoja. Bomo avatari. Zdaj, pojem sreče, je najprej treba vprašati, kaj pa sploh pomeni za mene pojem sreča. Kar je za mene sreča, je rečeno, da je tudi za tebe sreča. Toda, kako pa naj iščem pot v srečo? Mi vemo, da imamo dva umska duhovna organizacijskega misli. En je duhovni, en je fizični. Možgani, to je ena največjih, najbolj preciznih inštrumentov, kar jih je na tem svetu. Milijarde je teh raznih notranjih energetskih nabojev, ki nam dajejo možnost, da imamo stik ne samo z zemeljskimi notranjimi povezavami, temveč s celim kozmosom. Da je to mogoče, nam daje jamstvo parapsihologija. Mi smo spoznali, da v moči teh ogromnih notranjih rezerv, ki jih imamo v možganih, kajti naši možgani so samo malenkostno obremenjeni. Kaj pa čakajo? Čakajo, da bomo prišli na duh. Tisti
na tisto stopnjo, ko jo bomo tudi lahko angažirali. Kar se bo v kratkem zgodilo. Kajti do zdaj nam je to onemogočala frekvenca. O frekvenci bom govoril to, kadar si jezen, imaš drugo notranjo energetsko napolnost, kot si zaljubljen. To se pravi, nenehno je v človeku naboj gibanja frekvence. In ta frekvenca daje nam spodbudo za mir, srečo in nesrečo. In še ostalo. Zdravje in tako dalje. Obvladovati frekvenco je skoraj nemogoče. Brez dolgotrajnih veščin. Mi govorimo o meditaciji. Kaj pa je meditacija? Meditacija je tisto, da dobimo moč, da se lahko povežemo z frekvenco, od katere se lahko deluje po svojih potrebah. Dokler si ti malo na to usmerjen, malo v to, pravzaprav vsi pa nisi. Pravijo, če si pa v točko usmerjen, takrat dobiš pravilo, moč energetskega naboja in deluješ fantastične stvari, o katerih mi danes še celo ne sanjamo. Ampak vsak bi rad bil srečen. Začnimo pojem, kje bomo srečo začeli. Prva stvar, kar je, moramo obvladati sebe, svoje notranjost. Svoje notranjost obvladati mi mislimo, se jo znamo. Saj sem vedel, jaz sem ne bi prišel. Ne bi znal jesti, ne bi znal spati, ne bi znal drugo. Ne. To ni tisto znanje, katerega moramo doseči. Doseči moramo znanje, katerega se moramo lotiti enako, kot smo se učili čitati pa pisati. Vsakdo, ki pride na svet, je pravzaprav lahko rečemo brez vednosti takih stvari. Potem po šoli naučimo in dobimo eno stopnico, da lahko sodelujemo na stopni civilizacije, kakršna je bil okolje. No. Radi bili srečni. Vemo, da sreča je vsakemu človeku življenje. Samo, zakaj pa nisem srečen? Največ zaradi tega, ker iščem več, kot mi je potrebno. Tistim, kar imam, je premalo. Tukaj se drži tisto pravilo, ki pravi človek išče, kar hoče, Bog ti da tisto, kar rabiš. In če gledamo, da je na tem svetu 3/4 trpečnosti, potem pravimo, ja, kakšna šola pa je to? To je najbližja pot v duhovno zavednost življenja. Kajti, ko si v težavah, marsikdo, ki je brezbožen, pravi, moj Bog pomaga mi. In tako dalje. In se oslanja na neko nevidno silo, ki jo čuti, da je, ne more pa videti, doživlja pa jo transcendentalno. To se pravi, v njenem samem je notranja energija, ki živi in spi. Zakaj spi? Zaradi tega, ker jo nismo kot trnučica prebudili. Zdaj pa, če hočemo biti srečni, je pa vprašanje tudi fizično miselnost spremeniti. Nobeni stvari več v življenju ne reči, da je slabo. Pa ne bo to bolezen, ne bo rak, ne bo, karkoli se zgodi, vse je dobro, ker ima svoj namen, katerega pa mi ne moremo razumeti. Zakaj ne? Ker mi samo vidimo tukaj do odnosa do tebe. Ne vidimo pa daljno posledico. In če hočeš narediti v družini mir, da ni bo konfliktu, sprejmi nemir za dobrobit. Več se imaš prav. Tako smo. Ena je rekla, največja moč imam v tem, da kar mi rečejo, da je narobe, rečem, aha. Kaj? Aha. No pa je to. Konc debate. In ta čudovita majhna besedica naredi mir. Aha. Ja.
Zdaj, ona je bila uverjena, da bo ne vem, kakšen še razgovor dal. S tem, ki je povedala, kaj je že sprejela. In tudi mi moramo tako sprejemati vsakodnevne pogovore. Ko boste prišli domov, bo narobe nekaj. Ne vidi tistega narobe, kot pomembno. Je! Aha. In boš rekel, ja pa ni to ena taka vulgarna metoda. Ne. Mi smo navajeni, da mora biti komplicirano. Najprej mora biti neka posebna tableta za umiranje živcev, potem moram iti na okno pa dihati, pa ne vem, kaj še vse. Goreče bom prdno, to bo pa sploh. In tako dalje. Imamo polno raznih pomislekov, da ne znamo živeti. Seveda, življenje je tako enostavno. Samo bodimo resnični v svoji obliki dejavnosti. Bodimo zadovoljni. Jo, lahko kritiziram, da nima dobre oblike, pa da je malo šlampas, pa ne vem, kaj še vse. Pa bo res zaradi tistega vsa nesrečna. Ko pa gledamo, da vsi ti dogodki, ki so zdaj pomembni, bojo jutri že skoraj nič pomembni, čez en let se jih pa več ne spomni. Mi vemo, da to življenje, nekaj smo 90 let. In kaj v teh letih življenja me je naredilo, da sem mladostnik? To, da se ne sekiram ne za preteklost, ne za sedajnost, ne za prihodnost. Temveč živim samo za ta trenutek. Jožka nam bo potem govoril, kakšna pomembnost je ta trenutek. Ampak ta trenutek ga ne moramo doživeti kot pomembnega, če se ne bomo naučili zavedanja časa. Zavedanje časa se pa ne moramo zavedati, če ne bomo prisluhnili dihanju. Dih je korak v našem življenju, brez katerega se ne da živeti. Ko enkrat obudimo to zavestno gledanje, rečemo, kaj pa je, če začnem zavedanje živeti? Živiš v zavedanju, da to, kar je največ, kar si lahko dobil na tem svetu. Ne tista loterija, pa ena druga. Karkoli je, to je zdaj največ. Ljudje pa hočejo magične metode, kako se meditira. Jaz sem meditiral z velikimi oblikami raznih ved, pa sem videl, da ta nemir je bil trenutno. Potem sem bil pa spet razpogoten, ampak ko sem pa spoznal enkrat, po filozofiji nekega indijskega modreca, da je pravzaprav sploh nepotrebno razburjanje. Če ga znaš odstraniti, s čim ne daš ne pomena. Boš videl, boš mlad. Ostal boš mlad. Kaj ti, otroke gledate? Kako otroci sprejemajo krize? Igra se, paduje, zajoče, že naprej teče in tako dalje. Mi pa tisto obujamo in dajemo pomen. Kaj je to bilo za nekaj pomembnega? Nič na tem svetu ni pomembno, razen to, da doživljaš notranjo preobrazbo. Tisto, ki je notranji tebe, ki se ne da videti. Energija, zdaj pa gledamo nekaj. Mi dihamo zrak. Toda zrak ni samo energija. Zrak ima tudi polno vsega, kar mi niti ne mislimo. V zraku so podatki preteklih tisočletij. Gledamo, kako pa to. V prahu je polno energije pokojnikov ostalo. To so na parapsiholoških metodah izkusili in doživeli priznanje, da se je to dogajalo. Imel sem jaz priliko spoznati eno prijateljico, ki je delala v enem inštitutu, pa mi je rekla, Igor, ti se ukvarjaš tudi s pokojniki, ti verjameš, da pokojniki živijo. Ja, pokojniki tudi ne živijo, ampak njihova energija pa je obdela. Prav, veš, kaj imamo zdaj probleme. Ja, kakšne probleme pa? Daj sem mi stanovanje v bivšem ženskem semenišču. Jaz sem kvarja tukaj hudje, pravi pa še tako.
ko smo se selili noter, to je tle, ki je tale podvoz pri trgu. Ljudska kuhinja. Ja, bližje ljudske kuhinje. Kaj se je dogajalo, pravi, smo se vselili noter. In seveda, ker so bili stene umazane, prebeli. Toda po noč zaslišimo otroško jok. Jok, ki ga nismo mogli razumeti, odkot pa ti otroci tukaj, se jih ni. Čisto tisti otroški zvok. Po pobeljenju so nenadoma se pojavile slike ježa. Prosto nisem mogla, nisem fotografirala. Sem vzela fotoaparat pa poslikala. Kar je bilo potem zelo kobno za bilo. In je bilo težave, ker je rekla, da je bilo to kreirano, narejeno. Pa smo spet prebelili, pa se je spet to pojavilo. Kajti na vse zadnje mi smo računali, da človek, ko živi, ne daje od sebe nič drugega kot tisto, kar slišimo, pa vidimo. Stene, zrak, vse to sprejema naše energetske naboje. V parapsihologiji je prikazano, kako so se demonstrativno prikazale faraonske oblike biti tedajnega časa, ki so najdli v kamnu. Pa se je rekla, Igor, pa ti to verjameš? Dolgo časa nisem verjel. Ko je pa znanost potrdila, da se dajo skozi kamen doživeti tudi preteklost, ker tudi kamen absolvira znanje. Kar bi človek rekel, a si iznoro ali kaj. Mi vemo, da z rodnimi in raznimi obesti zdravimo ljudi, ker smo vajno uverjeli na energetski naboj. Dobro. Hotel sem povedati to, da smo se vprašali, kako mi lahko dobimo stik z kozmično inteligenco. Ta stik je zelo težko dobiti, pa zelo enostavno. Če boš meditiral, če se boš spuščal na alfa nivo, to se pravi nivo, kjer je frekvenca taka, da je največji valovni mir. Ker zdajle imamo mi tale. Tak. To je frekvenca, beta, delta in tako dalje. To so ta stanje. Alfa stanje, evo ga, je taka. In če gledamo, kdaj smo srečni, ko smo umirjeni. Nobena stvar pa si lahko na loteriji zadel, ne vem koliko, pa če v škole skakal in ben namiraš no. Ker boš zdaj pa kaj pa zdaj pudiš. Če boš pa v tem valovnem območju, boš prinesel v sebe moč vladanja sebe. Drugače pa ti si podrejen tisti napeti energiji. No, zdaj, če gledamo to, da mi učimo se meditirati, pravimo, iščemo pridobiti ravnovesje v sebi. Karkoli na svetu, če ni v ravnovesju, je škodljivo. Ene stvari na svetu ni, ki ni podrejena potrebam ravnovesja. Če je prevroče, je konc. Če je premrzlo, je konc. Ja, če je preveč visok, spet ne moš iti gor in tako dalje. Posod, dokler ni ravnovesja. Če v želodcu ni ravnovesja, vemo kaj je. Če ga ni v denarnici ravnovesja, tudi vemo kaj je. Ravnovesje je temelj, ki je tudi v kozmosu enak. V kozmosu imamo črne luknje, ki požirajo planete, katere so doživele že svoj potek. Tako je tudi ta naša oblika, ko umremo, gremo v žaro, oziroma v prah, pač, kakorkoli že, ker nismo več potrebni. Ker smo izpolnili svoje, ampak v obliki življenja je pa ravnovesje za dušo. Zdaj se lahko umiri in zdaj gre lahko v naslednjo življenje. Dokler pa ni v ravnovesju, ne more se nič zgoditi. Dobrega. No,
kaj bomo naredili? Doma se bomo usedli, pa bomo rekli, zdaj bo pa najbolj enostavno meditirati. Najprej bom začel počasi dihati in bom prisluhnil dihu. To bo trajalo nekaj časa. Potem boš pa začutil neko motičnost, tako razpoloženje, kot ga imamo pred samim spanjem. Začela bo notranja oblika spreminjanja valovne dolžine uma. Bomo postali kaj? Univerzalna duhovna umirjena bitja. Možgani bodo začeli delovati brez nekih napetosti. Ker mi pravimo stres. Kaj pa je stres? Nenehna napetost. Ali znamo mi v življenju dneva narediti mir? Ne. Ker komaj smo eno stvar delali, že drugo, imamo že tretjo in četrto, ne da bi povedali, da znanstveniki naredijo kaj. Vsako uro se usede, zamiži, diha, to 2-3 minute, ne več, pa nadaljuje. Zaradi tega, ker tako naredi ravnovesje, ker drugače stalno v napetosti. In ta napetost dela kaj? Živčnost, bolezenska stanja se razvijajo na največjo hitrost. Rakove tvorbe, 90% rakovih tvorb je stres. Čim več imate stresa, prej boste postali vstnik bolezni in boste zdravniki iskali. Jaz sem ta stres odpravil v celoti. Par minut razburjanja, aj dosti, je pa dosti. Sam sebi dam povelje, dosti. Kajti, če bi pa ne bi dal tega, bi pa še delal rekel drugi začeli. Tako pa sam sebe vodim. Vodim s čim? Z mirom, da se svojim mirom bom zdrav, umirjen, mladosten, poln energije, poln veselja. Če pa ti temu ne daš tega pomena, pa je tako ajkosta zadeva, bi človek rekel, ja sploh, a to je zakaj pa to predavaš, ne, to je tako nepomembna stvar. Ne, pomembno je zaradi tega, ker drugače ne deluje struktura tvoje sreče. Dokler boš ni nenehni napetosti, ne moreš najti notranjega duhovnega stika z drugo obliko. Ker mi morate vedeti, naše telo je samo tisto orodje, da lahko duh manifestirno se razvija. Ne zaradi tega. Ko bo ta telo šel po duh, rekel, hvala Bogu, da sem se rešil od tega. Ker ves čas sem morala ga usmerjati, pa poslušati, kakšne usmerje dela. Namesto, da bi se pa duhovno razvijal, je pa znal avto, ki je na vrste najboljši, pa vse druge, pa službe, pa ne vem kaj, na duhovni svet, je pa pomislil sam takrat, kadar ga je. Reči, nesreča dolitela. O moj Bog, da pomagaj mi. Tudi če ključe zgovuje Boga klical. Da bi ga pa uporabljal kot mirno obliko duhovne sreče. Kakšen si jaz? Zato pravim, eno se moramo zavedati. Mi moramo narediti temelj tukaj, zdaj. Ne čakati, da bomo enkrat kasneje najdel to pot. Ta pot je že zdaj, da boste začeli jutri z novim dihom življenja. Zavestjo, da mir, duhovni notranji mir, rabim tako, kot rabi avtobenzin. Če tega ne deluje. Mi pa smo zadovoljni, ko se malo umirimo, malo gremo spat, malo televizije, v bistvu je pa ta notranji energetski naboj, energija še zmeraj tako. Če pa je v sanjah, pa tako. Ker to vidimo na inštrumente. Ko damo gor, pa vidimo, kakšna je bila noč. Ali je bila mirna ali nemirna. Preobračali smo se vsake 5 minut, se pa nema ena druga. Kaj to pomeni? To pomeni, da notranja oblika napetosti je še zmeraj v takem stanju, da ne more začeti obdelava notranjega sestava miru v možganih. Ker možgani so ena najbolj precizna stvar, ki nam daje moč, da se dvigujemo v celoti.
če so pa možgani preobremenjeni in če nenehno razmišljamo, delamo, a imamo čas, da se usedemo pa rečemo, kaj je lušten, kaj je lepo, dihaj, pozabi, da si, pa boš videl, kako se boš nenadoma začel spreminjati. Namesto tistih stalnih rečečih zvokov, histerija, visokih glasov, napetosti in tega, bo pojenjeno. Sčasoma boš postal drug človek. To te ne more nobeden naučiti. To moraš sam delati. Boš kaj dobro povedal. Kaj če jaz učiti, pa govoriti o dihanju? 4 znajo dihati, ostali pa dihajo tako, kot diha vsak bizbec. Zaradi tega, da zajema sapo. Ne zaradi tega, da čuti, da je to preosnova njegove notranje duhovne sile. Ko enkrat je zares, nastaja notranji mir, notranji mir pa spostavi stik z božanstvom. Mi moramo vedeti, mi smo božansko biti. Mi, kot sem prej rekel, smo duh, ne telo. Ampak, ker pa telesu dajemo samo pomen, zato govorimo o telesnih strukturah. V resnici pa moramo velik del življenja posvetiti notranjemu duhovnemu miru. Kakšen pa je ta duhovni mir? Razvijajmo ljubečnost. Dajmo enkrat pogledati nekaj. Kogarkoli vidiš, pa ne bo kakršenkoli, daj ga z ljubezni. Spremeni dioptrijo duhovnega gledanja. Daj ga z ljubezni, pa tudi če te je včeraj nadrl pa povozil, pa ne vem, kaj še naredil. Vsako ograjo, ki leži po stran, pogledajo pa reči, da je to, ko je gleda ta ograja. Ne pa porka, doj pa tole ograja spet naredil. In tako dalje, in tako dalje. Mi imamo samo željo, da vse dramatiziramo. Namesto da sprejmemo. Tako je. Avto mi je pred nosom ušel. Hvala Bogu, pa ni bil zame. Ne pa, Krista Boga, kam pa se tu dereš? Avto mi je pred 1 minuto, dere se pa kaj je bilo pred pol ure. In če gremo, rečemo, za malenkost mi izgubljamo najdražje krve. Notranjo ravnovesje. Ta mir se mora vseliti. In ko ste prišli sem, prišli ste v svetišče. Zakaj? Če je celoten vaš duhovni mir, pa je to svetišče. Če je pa to samo ena napetost, bežite, tega je dovolj. Mi moramo organizirati, da bomo nosili v svoji notranjosti mir. Mir ljubečnosti, ne mir za vsako ceno. Da moraš željkovati. Kaj je mir? Mir je tisto, kar daje tebi duhovno notranjo srečo. To je tisti mir. Ne tisti mir, da se ne slišiš. Ker je včeraj to tako sluhajno, ker žena odhajala. Ja. No, pa pustimo vedno, kaj je še na bomo. V glavnem, vedno, mnogi ljudje pravijo, kakšno pa imamo mi potrebo za dihanje, šlišno diho. Mi morate vedeti, da mi smo povezani s kozmično energijo. Ta kozmična energija je šele na krožniku naše znanje. Mi se tega niti ne zavedamo, da smo vodena duhovna bitja. In ko bomo enkrat z duhom miru in vežbanjem dihanja se umirili, bomo začutili tudi moč stika z duhovnimi višjimi silami. Ali te duhovne sile delujejo? Seveda delujejo. Mi poznamo spiritizem, telepatijo, poznamo čustveni svet, poznamo polno teh raznih pomočnikov, ki nam dajejo oporo v življenju. Tudi je med njimi tudi intuicija. Vsi govorimo o intuiciji. Zakaj se pa ta intuicija ne formira? Zaradi tega, ker imamo mozek v nenehni napetosti in zato ne moremo dobiti stik s pomočnikom. Vsak ima, kot pravimo, angel varuha.
To je energetskega pomočnika, ki pa ne more delovati, če smo samo zavirani v svojo moč znanja uma. Je že prav, ko delam, kar je že prav, a to je usojeno. Usojeno je res vse. Toda v usodi je nekaj, kar je kozmično najdražjega. Svobodna volja. Mi smo za vsako stvar, ki jo naredimo, dobro in slabo, sami sebi odgovorni. Če boš delal dobro, boš srečen, boš zadovoljen. Delaj, pa boš videl kaj. Svobodna volja je tisto, da je prepuščeno v usodi. Usoda je odrejena, da bo živel 90 let, ali pa 15 let, ali pa 20. Usoda je, da boš imel 4 let, ali pa 9, ali pa sam en, ali pa noben. To je vse usoda. Ampak usoda je pa ta, ali bom lahko srečen kljub tem pozicijam, ali ne. Je pa tisto, kako sprejema življenje. Jaz, ki dajem življenju motor, to je prav. Na koncu sem srečen. Če se bom pa zapostavljal in kritiziral in bom, kaj še, samo obsojal bom. Ta država je za nič, ta denar nič vreden, ta služba nič vredna, moja žena ima toliko napak, ta dec je tudi takšen in eno drugo. In če delamo, spletkarimo samo z nenehnimi krizami, ugotavljamo, kdo je kriv. Noben. Sprejmi ga takšen, kot je, in daj vselji v njega in v sebe ljubezen. Pa boš videl, kako bojo v kratkem času krize zginile. Tisti, kateri se pa spravlja in rjove doma po hiši, bo pa imel večno nemir, večno bo življenje tuje, nevredno. Zakaj? Ker odganja srečo. Zakaj? Kako pa je odganja? S tem načinom. Če pa ti sprejmeš vse, si srečen, tle noter ne vem, ali je potrebno, da govorimo o sreči. Seveda je potrebno. Zakaj? Ker ne znamo razumeti, da srečo moramo mi priznati, da je sreča. Mi ne bomo razumeli srečo takšno, kot je pravi srečo, ko ti ni avto povedal, ampak te sama je rutina. Sreča je, ko si na blagajni dobil več nazaj, ko ga je treba. Sreča je, da si dobil, rečemo, infarkt, v kateri ni vse skupneč. Ampak to ni sreča. Sreča je tisto, kar nosiš v srčni duhovni notranjosti. Ta je večno isto. Pa naj se dogodki vere vrtijo kakorkoli. Jaz sem veliko dal skozi. Zapore, težke obsodbe, krize, ampak vse sem sprejel. To je prav. Hvala Bogu, je že prav. Če sem jaz dobil to dar od više sile, ki ima željo samo eno, darovati in delati dobro, potem moram tudi razumeti, da moram tudi jaz tako sprejeti. Jaz pa vse, karkoli ni v območju mozgovne situacije, kritizira. Ne sodi, ker bo sojen. Dajmo gledati nekaj. Začnimo življenje spremeniti v tem, da bomo začeli pri sebi, ne vidim sebe, ne išti tvojega partnerja, da se bo spremenil. Pusti partnerja takšen, kot je. Ne bo svobodni. Ampak partner bo kmalu začutil, da je tudi pri njemu potreba spremembe. Zakaj? Zato, ker bo videl, da je v njej mir, ki ga on tako željno pričakuje, pa svojo histerijo dela same sranje. Ampak to pa mi ljudje ne razumemo, ker mislimo, da je človek, če je že po značaju takšno, pa smo ne moramo pomagati za umrešnice. Mi moramo videti, kot sem rekel, da smo duhovna bitja. Mi moramo začeti spreminjati miselnost. Ne, da je samo ta zemeljski raj nam pomemben. Zemeljski raj je ni. Zemeljski raj je zato raj,
ker nam omogoča, da se skozi trpljenje zadovoljimo. Brez trpljenja ni dviga. Čim bolj boš trpel, bolj se boš zavedal duhovne notranje osebnosti. Pravi, kjer ga ima Bog rad, da tebe. Tukaj je tam izraz. Jaz bi vam pa rad, ko pridem sem, dal tisto napotilo, ko reče, pa kako da si zmeram srečen. Zmeram vesel. Pa kaj, jaz si ne zmeram vesel? Ja, čakaj. Tisto, kar ni za veselje, spremenimo veselje. To je alkimija miselnega sveta. Ta alkimija, ta je tista, ki nam je dana, da jo lahko delamo. In to na podlagi svobodne volje. Če bi bili mi tako okleščeni kot usoda, takšen si pa takšen boš ostal, bi mi živeli djavovo življenje. Tako se pa nenehno, nezavedajoče, celo življenje spreminjamo. A veš, da je bil dojenček? Veš, da ga srov posod? Pa veš, da ni znal hoditi, pa veš, da si, kaj si vse ni znal? Kakšen si pa danes? Kdaj pa je to ratalo? To je nezavedajoče, z vsakim dihom se nam razvijalo. Ampak tukaj to razvijanje, to je zemljskega. Kaj pa duhovno? Tudi duhovno. Duhovno smo se razvijali na najmanjši osnovi. Zakaj? Ker njej nismo dali pozornosti. Ampak se nas učili, da je Bog, ker nam bo že pomagal, pa strahu, če ga bomo stali. Boga ni. Bog je ljubezen. Bog je ljubeča, Božja ljubezen. Ne naša ljubezen. Naša ljubezen je strup. Kako pa govoriš? Poglejte, zaljubila se je. Dokler se ni zaljubila, je da srečno pogledam. Naenkrat je Francija vdel. Zdaj se pa boji, da bo Francija učel, ker je noga nekaj poljubila. In na mesto, da bi bila srečna, je pa še Francija še pustil. Pa kaj je bilo? Iz enega pekla šel drug. Čustveni svet je prevladal. Pa vse je bilo pod motom ljubezni. A ljubezen resnično ubija? Naša zemeljska ljubezen je kratkotrajna. Tako kot smo mi kratkotrajni. Mi pridemo na svet, pa gremo. In se zavedajmo, čim bolj se bomo zavedali, da je naš konec pravzaprav tisto, kar mora biti svetloba. Zavedati se moramo, da z svetlobo življenja bomo prehajali lepo v drugo življenje. Če ne tudi to težko. Kajti tako zvana karma je nenehno v vsakem življenju. Deli za dobro, boš dobro. Jaz sem se povajal spokojno. Pa sem rekel, ta inteligenca mi je zelo sumljiva. Pa sem prišel do tega, da sem hotel vedeti zemeljsko, to se pravi znanje, vednost, ki je ta oseba sploh ne pozna. Pa mi je eden rekel, če pa ti to praviš, da duše, da lahko ti preko pokojnika zveš, kar češ, pa mi povej ta naslov. Nisem samo ta naslov. Ta človek je živel v Avstraliji, sem videl ga ulico, njegovo telefonsko številko. Pokojna žena mi je rekla, pa kaj pa to rabiš? Sem rekel, rabim. In kaj so bolj težave? Zakaj? Ker sem segel v področje, ki ni potrebno. Ampak doživel sem pa nekaj. Potrditev, da pokojnik je samo v miselnem svetu, ker ga ne vidimo. Nobeden ne umre. Smrti v duhovnem svetu ni. Je nenehna pot do zadnje iskre atoma. Kaj pa boš na koncu? Ko ne boš več potreben razvijanja duhovnega sveta, boš postal kaj? Duhovno ljubeče bitje. Polno energije. Ki bo šla tam energija, kjer je potrebna. Ali to verjamemo? Ja. Če verjameš, verjami. Če ne verjameš, nič za to. Samo vidi nekaj.
če boš živel z vero v življenju, boš zlahka preživljal vse težave. Če boš pa stalno v dvomih, a je še kakšno življenje, pej na tisto, ki te enkrat daje, ker noter ni več. Ja, zemeljsko je tako mišljeno, gledano prav, takrat te res ni več, ampak duhovno živiš. In to bolj kot pa zdajle, ko sam skrbi za svoj avto, pa bomo šli na počitnice, oziroma koliko smo še dolžni. No, veste, rad bi videl, kakšno pojmovanje imate vi o sreči. Nekdo roko dvigne, pa ne vpraša, kakšno napotilo bi mu dal, da bo doživel srečo. Kajti, kdo pa je med nami, ki ne rabi sreče? Vsak je rabi. Pa je ima? Ja, kratkotrajno. Ampak to je tako kratkotrajno, da doskrat se motavamo in se pravimo, kaj pa imamo od življenja, saj ni nič. Če gledamo iz tega stvari, je to resnično. Nič ni. Zakaj? Ker ima usmirjeno sreče, pa življenje vredno samo v zemeljsko obliko. Ko bomo pa enkrat začeli v duhovno verjeti, bomo pa spoznali nekaj, kako je ta svet. Kako je lepo, ker nisem nikdar sam. Vedno je ta duhovni energetski naboj ljubičnosti v meni in mi pomaga. Tako jaz gledam. Pa sem me vprašal, bil si komunist? No, ne komunist za svoja zavestjo komunizma. Ker mi smo slišali o komunizmu. Mi smo bili uverjeni, da ta komunizem je boljši od tega fašizma. Nismo pa vedeli, da rabi komunizem nekaj, kar ni moglo dati. Osebno duhovno svobodo. Bil si lahko samo dober komunist, da si lahko službo dobil. To je bilo samo to. Drugač pa komunizem, videli smo, da se zadnje tisti, kateri so najbolj hrastali po oblasti, so na vrh zlezli. Ubogi delavci so postali spet na istem cedilu. Zdaj smo naredili pa nekaj, klinc gleda pa ta socializem, dajmo narediti boljšo družbo. In smo naredili sedajno družbo. In ko vidimo, da v sedajni družbi bo cela država kmalu imela klobuk v roki in čakala milostne pomoči nekih določenih bank. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker ne znamo narediti v notranjosti človeštva tisto osnovo oblasti, ki živi na poštenosti. Poštenost, veste? Kaj pa je poštenost? Ravnovesje. Toliko mi pripada, toliko lahko, tako moram delati. Konflikti zginejo, če je ljubičnost. Kako se bom skregal s sabo, če te pa gledaš ljubičnost? Kako te bom zameril? Pa je pa še ena druga stvar. Začne se razvijati v srcu nekaj več kot tista oblika sreče, ki je napredna. Zdaj sem srečen, če si srečen. Ne, če sem jaz srečen. Ker svoje srečo samo ocenjevati je spet egoizem. Jaz moram imeti notranjo zavest, da hočem tebe srečnega videti. In kadarkoli je, darovati življenje. Vse življenje ne more darovati. Življenje zemeljsko ni nič pomembno. Pomembno je duhovni svet, ta je pa večni. Če pa gledaš tako, pa rečeš ja. Kaj pa je pa ljubezen? Darovanje. Darovanje, darovanje in darovanje. Če boš v ljubečnosti skrbel za to, da boš srečen tak, ki živi s teboj, pa ne bo žena še tako sitna pa tečna, ljubeznjo boš ti naredil trajno res, ki bo dolgotrajna za vsa življenja. Pa sem vprašal pokojno, pa bova še gre skupaj. Seveda bova, pa bom vedel, boš. Kako pa da zdaj ne vem, ker še nisi na tej stopnici razvoja. To so odgovori. Jaz sem bil zelo pevčen, nisem se pogovarjal, tako da je bila una že tako tečna, rekla pa, da bo on spet morala špelitizirati. Jaz sem rekel, da imam pa tako vprašanje, da bi prav rad še to vedel. In sem sprašal, ali je še na drugih svetovih življenje. Seveda je, in to ogromno, pa so taka, ko naša ne. Naša je pravzaprav, lahko rečemo, neka filtra za razvoj
človeka, ki se pravzaprav samo v malenkosti različuje od živali. Kako? Ali človek žival? Ne, ni. Samo malo se razlikuje. Ubija, dela same težke zločine, ker v živalskem svetu že skoraj ni poznano. Hijene so, pa vse, kar je v živalskem svetu norma. Mi pa z znanjem, z zavestjo ne ubijamo. In je bilo v tej drugi svetovni vojni, ki se je jaz preživel, čez 6 milijonov pobitih v taboriščih. V lagerjih, kaj pa še na bojiščih. In če tako gledamo, rečemo, a je še kakšna hujša zver, kot je človek. Zato pravim, mi moramo se zavedati, da če hočem jaz doživeti srečo, jo bom videl, če boš tudi radi zvok sreče. On pa sliši. Ko boš enkrat doživel to stopno ljubečnosti, ne boš mogel spati v mirnem zadovoljstvu, ker oni nimajo sosednjih kruha. Danes, važno je, da imam avto. Dobro je, da bom lahko to. Kaj pa sosed? Ima pa 3 otroke. Sto oba preslužbe. Ma, nici gledati, veliko problem. In dokler je taka notranja zavest, se pravi, naše srce je kamen. Mi pa govorimo o sreči. Ne more biti sreče, če ti je vseeno, kaj je zdaj drugi. Ker bo enkrat notranje začela sprašovati, kaj ti si srečen, kljub temu, da ne daješ nobene pomoči, kjer lahko daš. Ja. Če pa to gledam, pa jaz smo. Mi imamo največ, kar imamo, zavest duhovnih lepot življenja. In če bomo obujali življenje kot duhovno vrednoto, dragi moji, kjerkoli se bomo srečali, bomo vas videli, bomo rekel, kako si srečna. Ne bom vprašal, ali za to, ker si služba zamenjala, ali pa kaj sto druga. Vzrok je v notranjosti sreče, ne v zunanjosti. Ta zunanji je pogoj, da lahko lažje živiš. Ni pa sreča to. Sreča se ne da oponašati. Sreča je v srcu. Je v notranjem duhovnem svetu. Ono te vpraša, pa ti verjameš v duhovni svet. Je seveda. Kaj pa Bog? Bog je ljubečnost. Ja. Kaj pa, ali ta ljubečnost je vedno ljubečnost? Je. Ker ni odvisna od tega, kaj je sreča. Je vse sreča. Mi imamo pogojno srečo. Sreča je pogojna, trenutna. Ker je tak pogoj. V duhovnem svetu ni pogojne sreče. Je samo sreča. Ni malo sreče, pa malo več sreče, pa malo sreče. Je samo sreča. V našem duhovnem svetu, v zemeljskem, je pa sreča kakšna. Sreča, ja. Ja, a veš, da mi nisem, da sem spet dal službo. A veš, da me je prišel nazaj mož. A veš, da je si ga dosti ni napil, pa ne vem kaj. In če gledaš, da so te trenutni vzroki sreče, tako majhne, tako nepomembne, v bistvu prave sreče. Zato vam pravim, iščite srečo. Ampak vsak jo mora iskati in ustvariti v sebi. Ker je sreča tebi, samo če jo boš aktiviral, bo srečen delal. Ja, jaz bi rad vam še mnogo kaj povedal, pa vprašajte. Rad bi, kajte jaz sem se bral toliko let z življenjem raznih nesrečnežev. Ko sem bil v zaporu, so me zaporniki ujemali. Pa zakaj? Ne zaradi tega, ker sem z njimi bil v miselnem svetu, takšen kot oni, ampak ker sem jim pomagal. Ker sem jim delal razne usluge, prošnje, kljub temu, da sem zaradi tega potem trpel. Sem bil zaradi tega še v samicah, pa ne vem kaj. Sem bil srečen, ker sem živel. In ker sem rekel, aha, to se pravi, v nesreči se lahko zelo srečen. V nesreči našega uma. Ko praviš, ja, da srečen zapor je zapor. Ne. Ne iščite
razlage, kako pride do sreče. Začni drugače gledati. Vsakega, ki ga boš videl, da glej za toplimi, svetlimi očmi in to ljubečnost. Ne tistega, pa pravijo, ja, veš tam je to in to naredil. To morate vedeti. Mi smo nepopolni na tem svetu. In ne bodi zato nesrečen, ker ni popoln. Ker popoln, ko bo, da ne bo več svetlik. Dokler pa smo nepopolni, je pa nepopolnost popolna. Nepopolnosti smo popolni. Takšen, ker si zame dober. Ne bom zdaj, ko se pa spremenil, bom pa s tabo še živel skupaj. Takšen kot si, takšen si zame popoln. Kajti ljubezen ne pozna grehu pa težav. Grehi so, veste, naša umja. Ko enkrat spoznaš, da je greh nekoristen, si ga boš samo trezil, kot se pes Bog utrezil. Vpraška se pa gre. Ja, tako. No, dajte vprašajte me, prosim. Joška, imam še te? Imaš, ima. Kaj? 5 minut imaš. Ja, v 15 minutah pa ne vemo, če bomo prišli v nebesa. Kakšna nebesa obstoje? Notranje nebesa. Ne sprašujte, a je pekel. Pekel je, ko živiš v notranjem nesoglasju, v neuravnovesju, to je pekel. Daj se pa nebesa, ko si duhovno srečen. Ja, pa imamo vse v sebi. Pekel in nebesa. Zakaj se boš odločil? Za pekel? Če hočeš živeti v peklu, pa živi v peklu. Se tudi to je potrebno. Zakaj? Da boš spoznal, da je pekel nepotreben. Dokler boš pa v peklu sanjal, hudiči se dobro tam počutijo. Kdo je hudič? Duhovna notranja oblika nizke rasti. Ko enkrat zrasteš v duhovnem svetu, ti ta hudič več ne more nič. Dokler pa ta hudič v imenu ego neprestano gloda in jemlje človeku radost, toliko časa bo pač potreba potrpeti. Ko boš pa enkrat z razumom, zavestno odgnal ta in premagal ego, boš spoznal svojega notranjega življenja. Ja, Joško, še vedno. Ja. Kako je se naredi povezava s kosmično inteligenco? Kaj, prosim? Začeli ste s tem, da kako se naredi povezava s kosmično inteligenco? Mi moramo videti. A lahko to? Ja, mi imamo dve poluti možgana. Levo pa desno. Ena poluta je usmerjena v sedajno umsko delovanje, ena ima pa spiritualne vsebine. Imaš lahko si velik umetnik, eno in drugo. Druga je pa spet druge funkcionalnosti, ki dela za to, da nam predavni profitirajo, javni pa zemljski. Zdaj pa gledamo, ko se duhovno umirimo. Začne v nas notranja zavest, da nismo to, kar smo v umu, ampak smo mnogo več. Hrepeniš k višjemu duhovnemu razvoju. In ko greš v meditacijo, počasi začne duhovni svet osvajati tvoje notranje možgansko okno. Zakaj? Ker do takrat so vrata zaprta. Mi imamo vrata zaprta za duhovni višji svet. Ker deluje samo umski svet. Ko boš pa enkrat v miru, duhovno stanje, alfa stanje, boš videl, da se te bo začelo svetlikati. Da pravo življenje šele nastaja, ko odženeš to nepotrebno ščaro stalnega razmišljanja o tem, o onem, o tretjem. A imamo mi čas zdaj, da se usedemo v Indiji in v določenih krajih, kjer v Tibetu in tako dalje. 3/4 življenja so v miru, duhovnem notranjem. In zato so oni pravzaprav lahko rečemo neposredno v vezi z višjo duhovno inteligenco. Ker je odprto. Mi pa zablokiramo, mi imamo blokade. Stalne blokade so. Ali govorimo o bolezni, ali govorimo o težavah, ali o oblasti, ali o denarju. Nič ne damo časa,
da bi duhovna notranja umirjenost nas povezala z višjo silo. Ja, ne more, vse naenkrat pa ne bo šlo. Moramo pa enkrat nekaj narediti. Mir v sebi, ravnovesje v sebi. In ko bo ravnovesje začelo v nam živeti, boste nenadoma čutili, kako sem srečen. Pa kako sem izgubila polno let življenja za prazno filo. Tužala sem se, nisem bila srečna, kljub temu, da sem imela vse pogoje v sreči. Ko pa enkrat pritisne v tebi duhovno spoznanje, potrebe po miru, ker mir ni bistvo, mir je samo zato, da lahko se povežeš z duhovno vezjo. Ne zato, mir sam kot takšen, prav žena, upam, da bo danes mir, da ne bo spet vzati razbilo. To ni ta mir. Jaz mislim, tisti notranji duhovni mir. A je še jasno? Pa še kakšno tako? Ja, jaz bi se nekaj vprašala. Prosim, vprašaj. Se vam bo zdelo bedasto? Ne, ni nobena stvar bedosta. Mi smo bedasti. Ja, ne. Jaz dosti razmišljam. Recimo človek, eden je veren, drugi ni veren. Zdaj, ko umre, tisti neveren človek, ne. Pustimo. Dej do konca povej, no ne povej, no. Dajmo razumeti nekaj. Veren pa neveren, Ja. to je naša sedajna. Vsak nosi Božjo notranjo silo v sebi. Bog je rekel, naredil sem človeka po svoji podobi. To se pravi, ima iste oblike duhovnega sveta, kot je naš. Mi smo vsi bogovi v nedoločenem zavedanju svojega življenja. Hočem povedati, da nikar ne misli, da tisti, kateri ne veruje, bo pa šel v pekel. Tla ni. Tisti, kateri ne veruje, je prav, da ne veruje. Naj bo v neveri, dokler ne bo potreba njegovega duhovnega sveta začela zoreti po potrebi. Ko bo dozorelo, boš tak vernik, da se bom jaz križal pred tabo. Ja, Še eno. ja, še eno, prosim. Recimo, ko človek umre, se ni razumel z ženo. Po vašem mišljenju, lahko človek pride nazaj in naredi svoji ženski, ni nagaja, recimo. Glejte, ja, dobro, lepo si vprašala. Stvar je naslednja. Mi se moramo enkrat zavedati, da je človek duhovno bitje. S tem, ko si telo odstranil, si postal pravzaprav tisto, kar si v bistvu. Duhovni. Ampak zdaj, je pa res, da so duše, katere so tako še frustrirane s sedanjim življenjem, da prav rade nagajajo. Pa rade pomagajo. Ampak tudi duše imajo v svojem svetu enako kot tlele šolo. Da se za oblikovanje prehoda v novo življenje dvigne na višjo raven. Nenehno je na tem svetu, zemeljskem, kot duhovnem šolanju. Povsod je šola. Dokler ne dorastemo na nivo pošoljenega potrebna. Kdaj bomo? V duhovnem svetu ni kraja, ni časa. V večnosti. V večnosti pa ne sprašuj, koliko let bom v kraju, kjer ne bom utelešen. Lahko boš v isto sekundo, lahko pa še čez 1000 let. A je to kaj povedal v večnem življenju 1000 let? V večnem življenju se leta sploh ni, je samo večnost. Razumljivo. Mi pa še zmeram zemeljsko gledamo, kaj 10 let bom še. Jaz sem jo vprašal, moja pokojna, kdaj se boš pa reinkarnirala? Rekla, skupaj bomo. S tem je dala odgovor, kaj pa sprašuje budala. Pri nas ni let. In sem vprašal, pa si srečna? Ne, nisem srečna. Kot duhovno, setiram se zaradi tebe in zaradi otrok. Če je pa koga se pa setiram. Zakaj? Zaradi tega, ker je navezana. Navadite se, da ne bo konc, navadite se, nikogar imeti rad.
To je pogoj. Nobenega ne smeš imeti rad. Ne Boga, ne žene, ne otroka, ampak vsakega ljubite. To je pa razlika. Ja. Rad se pravi posedovati, rad te imam, če boš to potreboval. Pa če mi boš dala denar, pa če mi boš zadovoljila, pa ja, te imam rad. Rad pa in te ljubim. To je tisto pogojna ljubezen. Rad te imam, ne glede na to, kar delaš, kakršna si. Zame si ljubeča duhovno. In ko enkrat to daš, se čudijo, se tega služi, eno si je rekel. Ok. Ja, zato ker ne sprašujem. Oleg, še en stavek pa konec. Še en stavek. A ste videli kaj? To je pa svoboda. No, upam, da kakorkoli sem vam govoril, da ste doživeli vsaj nekaj spoznanj, da smo duhovna bitja. In za ta duhovni svet dajmo od sebe zdaj šolski razvoj. Ta šolski razvoj bo ljubi. No, a to je povedano. No, tako. Rečmo. Živite svoje duhovne razvoje. Jaz ga moram kar ustaviti, drugače še ne govorim. Zelo lepo je povedal, zelo lepo je govoril o sreči. Sreča je najvišja kvaliteta našega življenja. Ampak se zamaramo. Mi hočemo probleme in se sekiramo zaradi problemov. To je najboljša naša hrana za ego. Mi smo tako pomembni na tem svetu, da rešujemo vse probleme in se sekiramo za vse mogoče in nemogoče situacije. Najbolj pa za tiste, ki so najdalj od mene. Koga imam pa jaz rad? Lesalko? Ali zuno, ko hodim v hribe? Ali ženo? Kaj je to rad? A vam je povedal? Posedovati. Kaj pa sem jaz? Da lahko posedujem nekoga, ko je ravno tako duhovno bitje kot jaz. Domišljac. To je domišljija. Koga pa lahko imam rad? Koga lahko posedujem? Koga? Potem sem pa razočaran. Joj, kaj mi je naredil? Spet se je napil. Pustil me je. Kakšna svina. A ne? Kaj mi je naredil? Ja, komu je pa naredil? Kdo je ta? Komu je naredil svinarijo? Komu? Meni. Prizadel me je. Vse te prizadetosti se kopičijo v mene. In te prizadetosti ustvarja ego, jaz sem pomemben. Mene je to naredil. Mene je užalil. To pa sem jaz. Ne lahko je koga združati. Nikoli zato lahko nekaj naredim. Nekaj sem zaprl. Nekaj sem hotel streljati. Nekaj sem hotel ubiti. Me zanima, a ste napisali, ko sem vam rekel, napište in se oprostite vsem, ko sem vam naredil svinarijo.
No, dajte roke dvigati. Koliko vas je naredil? 1, 2, 3, 4, 5. Vidite? Veste, mi imamo lahko delavce, jaz lahko še to govorim. Če nam boste delali. Če ne boste nič naredili. To razen dete. To je budja, kar zapiha, pa je spet lepo vreme. Pa bo spet dež. Pa bomo spet neki šinčali. Ne gre za šinčali. Če vi ne boste delali, ne boste to pripravljeni. Veste, pravijo, zdaj ne bo konc časa. Konc časa. Če se bo res, če se gosti. Če se res gosti. Če bo res pošel nulo. Pa če bo šel tudi čez. A smo mi pripravljeni na to, da se bo naš telo enkrat ustavil? Mi smo lahko v teh telesih višji. Če drugega zakopiš, boš tu enkrat ti prišel na vrsto. Kaj pa zdaj? Zdaj treba narediti obračun. Takoj ga naredi. Zdaj ne imamo čas. Naredimo obračun svojega življenja. Dajmo vse zamere, ki so nas užali, ki so nas prizadeli. Vse si zapišmo. Na glas se oprostimo vsem tem, ki so nas žalili. In jih prosimo, da nam oprostijo, ker smo jih tudi mi prizadeli. Veste, če enega razdražim in je on jezen na mene, sem mu zelo močno sem ga prizadel. V energiji sem ga prizadel. To se pravi, više nivoje. On se jezi. On je v stanju stresa, v stanju bolečine. In to se nam bo povrnilo. Veste, vzrok in posledica skozi deluje. Ne glede kaj. Edino, ko se oprostimo, pa če so še živi te ljudi, pojdite k njim, pa se jim oprostite. Tudi če vas ne bo sprejel, vi ste svoje naredili. Vi ste svoje naredili. Če pa ni več živ, se pa v duhu z njim pomenite. Oprostimo. To vam bo sprostil energijo. In boste začutili, da lažje dihate. Me zanima, koliko vas trenira dihanje, ko sem vam razlagal? No, dajte roke gor. Ja, dobro. Koliko pa vas lahko opazuje misel? To vas je že manj. Koliko vas je, ko nimate več misli, če meditirate? Bravo. Okay. Veste, ko pridete, da ste brez misli, ste na poti, da boste lahko točko ustavili. Prej sem slišal, da ste imeli tukaj predavatelja, ko vam je govoril o zrenju v sonce. Zretje v sonce se pravi, zrete v točko. Koliko vas zre tule noter v sonce? V redu. Poslušajte,
ko zrete v sonce, dajte se odpreti na zgornjo čakro. Potegnite svetlobo not in zrite v sonce. Potegnite svetlobo not, to je vaš nadjaz. To ste vi. Prostega, da vam da moč mišljenja, moč življenja. Ko zrete v sonce, to je energija. A komu se dogaja, da vidi potem dva sonca? No, ko ga gledate, se bo začel odmikati. Ne? Glejte tako, da ga gledate samo v enem kosu. Potem, ko zaprete oči, kaj se dogaja? Vidite barve. No, takrat glejte te barve, kakšne so. In zopet se pojavi točka. V sredi se pojavi točka in zgleda kot oko. Pojdite v tisto točko. Opazujte jo. Se bo spreminjala. Ker to je lahko prehod v peto dimenzijo. Zato ne pretiravati, ko boste zrli v sonce, toliko, kar so vam povedali, da je prav, toliko ga gledajte. Ne hitite, lepo počasi, tako kot smo govorili o vibracijah. Zanima me, ko smo govorili, a bomo imeli še v jesen ali ne. A veste, če delate, če se vam zdi to potreben, da delate, potem je to tudi z nama z Olekom sigurno bova zadovoljna in bova prišla. Če pa ne delate, pa čisto brez pomena. Brez pomena. To lahko pogledate na internetu. Vseeno, včeraj sem bil na delavnici na Jesenicah, je kolega razlagal o funkciji možganov. Leva in desna stran možganov. Leva stran, to je logika, to je učenje, to je znanje. Leva stran nam funkcionira 100%. Desna je pa kot, da nam je kdo zaprl pot. Zato vam je to težko, ker smo razvili samo levo stran. Leva stran funkcionira, desna pa ne. No, dajte takole roke. Takole dajte roke. Če bo levi palc gor, imate tudi možnost, da je desna stran dela. Če imate pa desni palc gor, pa razvijate samo levo. Desni palc ali pa levi palc je gor. In ko imate levi palc gor, ste dosti bolj dojemljivi za te stvari, ko razlagam. Kaj pa če si levičar? Pravilno. Levi palc gor. Slušaj.
Leva in desna stran možganov je zelo pomembna zadeva. To, kar vas jaz učim, da gremo v ta trenutek. V ta trenutek gremo zaradi tega, ker prodelamo v desno stran možganov. Zato je to težko. Zato nimate časa, ker vse ta druge stvari so bolj pomembne. Veste, kaj je to? Otroke v vrtec peljati. Eno uro preostane. Možda se nekaj naredi. Ampak to ne, je to prišteno že. Zvečer. Ja, zvečer se pa to potruje, ja pa na pol, zdaj je to zelo. To je težko se je težko je nekaj zase narediti. Težko. Zakaj težko? Ego nam brani, ker ga bomo vrgali iz sedla. Ker ne bo več ta glaven. Ker ga bom samo takrat uporabljal, ko ga bom res rabil. Ne, da on uporablja mene. On se tega boji. Bolezni so zaradi naše leve strani. Ker se sekiramo. Nabiramo bolečinsko jedro. Samo nabiramo zamer. Čim več zamer, več je bolezni. Pa toliko potisnem, da se tudi spomnim ne več. Jaz nimam nobene zamere, veste. Pejte od rojstva naprej. Pišite, kaj je bilo v vrtcu. Kaj se spomnite, kako me tista tošica maltretirala. Kako so me v osnovni šoli maltretirali. Kako so me starši maltretirali. To je zamer še pa še. Ne, potisne se. Potisne. Več nismo pozabili. Vse vemo. Čisto vse vemo. Pa še zelo natančno. Ja, potisne smo. Ta jedro je pa močno, ne dovolj. To so čustva. Ob najmanjšem razburjenju, ki ga doživite. Ga doživite zaradi tega, da bolečinsko jedro začne buri. Samo nekaj narobe reče, že vstipimo. Ali pa se razburimo. Kaj je rekel? Ja pa kaj, prava figa, kaj je rekel? Prava figa, kaj je rekel? Meni spet rekel. Aha, na bolečinsko jedro. To ne bude. Bolečinsko jedro sem povedal. Opazujte ta najmanjši nagib. Ko začnemo, tole je pa tista zadeva, ne? Opazujte se, kako to pri meni deluje. Kaj se pa z mano dogaja, da bom zdaj jezen? Kaj se pa dogaja z mano? Pa boste ustavili. Koliko vas je bilo sposobnih, da se niste razjezili? Bravo. Ne vedno, ne. No, ampak takrat, ko ste se že skoraj razjezili, pa ste se opazovali. To bi naredili. Koliko vas je? Bravo. No, to ste dosegli. To je to. To negujte. To je tisto. Takrat, kadar boste prišli v situacijo, začnite to opazovati sebe. In boste stvari takoj reševati. To, ko Oleg prav, kako bomo, da smo duhovne bitve, da je to samo odhod. Slušajte, nekaj, če smo duhovna bitja, nekaj naredimo za to bitje, ne? In nas. Ta bitje živi sam, dajmo mu prostor noter. Dajmo se zavedati vdiha in izdiha. In ko se bomo zavedali vdiha in izdiha, bomo postali večji. Ta energija
Bodite ljubeči, ne skrbeči. Skrbeč je ta leva stran. Skrbeča in leva stran. Toliko skrbim za njega, da ampak mene uboga. Mene posluša. Zame v Sloveniji dela. On dela za sebe. Zato, da bo dobil izkustva. Pusti ga primer. On je zase duša. On je popolnoma suveren. Zato se je rodil, koliko smo se mi rodili. In bo šel, in da ne morate. Ne morate ga, ne pridete mu, kako ne dela. Samo če vas vpraša. Samo če vas vpraša, mu odgovorite. Pač ne. Drugač pa ne. Ker drugač ga posedujemo. Ga posedujemo. Imamo ga radi. Ga posedujemo. To je moje in ne pustim, da je slab. On mora priti sam do tega. Kruta stvar, ampak tako je. Ta duša je lahko starejši od vas. Vi mu pa pridete. Dajte zastopati, da so otroci, zato da se od njih naučimo nekaj, ne da jih solimo tam. Otroci nas postavijo v situacijo, da dobimo uvid, kako bi morali biti naši starši, kako bi morali biti mi do njih. To je srcajna slika. Pa partner. Volite rekel, ja, ni noben idealen. Ja, kdo pa je idealen? Če bi bili idealni, ne bi tukaj. Popolni smo v svoji nepopolnosti. Če se sekiramo, smo v pekel. To je slovenski izraz, pekel. Peče, ne? Nebesa ni besa. Ne, se ne jezimo. To so nebesa. Se boste nehali jeziti, to je nebesa. To je nebesa. Ko vdihnem, in se opazuje. Vdih, vdih. Vdih, vdih. Sem v trenutku. Sem v večnosti. Kdo od vas je doživel, da mu je bilo pri temu lepo, da je bil blažen? Vidite, prosim, roke vidim. Za kakšenkrat, ja, čas se posreči, da prideš v to stanje. No, to je to. Evo, dajte še enkrat dvigniti, pa se poglejte. Poglejte se, koliko vas je. Evo, to ste bili v trenutku. V trenutku dosežete ljubezen. Stanje, kakršno mi smo, ampak ta leva stran nam ne dane. To obmeljemo probleme. Joj, samo, a ne vole, zjutraj televizijo, pa poročila, to je ta najglavnejša stvar. Ne? In imate cel dan, ne? Potem pa še cajtek preberete, kaj je obod tega, kaj je tega, Evropov, kaj je smenka. To je najbolj zanimivo zadeva. Poslušajte, ne gojte si na vse. Dajte naj zabudite takrat. Očiste se. Ne obremenjujte tega, ki hoče hrano, a ne? Kaj je, kdo je koga ubol, kdo je koga ukradil.
To samo je ostane. To nam pa, ampak nam paše, ne? To je pa novica. To pa krasno stvar, ja, to pa res. A ta svinja je to naredil. Poslušajte, ne kaj sem jim naredil. Kaj sem jaz naredil za sebe ta dan. Večer, ko se vležite, naredite analizo. Kaj sem za sebe naredil? A sem zadovoljen s tem, kar sem naredil? To je spoved, sam se sam, pogovor. To je tisto, kar vam bo za drug dan pripravil. Pa ne delajte tega preveč, da se ne boste problemi. Malo. Rajdi 2 minute to delate, kot pa 10 minut, pa čez en mesec. Nič več. Boljše 2 minutke, 8 dan. Vsak dan. 2 minutke te pa še spravi. No, jaz bi šel zdaj kar na tole vajo. Ne, kole, ali ima kdo kakšno vprašanje, oziroma ali je kdo kaj doživel, kaj ima za povedati vsem? Ja, zadnjič ste rekel, da če rabiš energijo, ne, da se vzameš potem iz zemlje, ne. Ja. No, pa sem res to probal, ne, in rekel, se mi je smejalo, smešno se mi je zdelo, ker se mi je zdelo, kot da lebdim potem, ne hodim. In cel dopoldan sem bil v redu, sem sicer probal še enih parkrat, tako pa je bilo, bi rekel, energetsko je bilo, ampak ni bilo kot tisti prvi krat. Ja, prvi krat je bilo pa... Veste, to, če ste šel v Riberu, prvič je bil sigurno najkrasnejši ulov, ali pa, ker ste nekaj prvič naredili, tiste je bil najlepši. Tako je pa iz temi izkušnji. Prvič vas angelčki nosijo, potem je pa treba nekaj narediti. Ja, ampak resnično, mislim, jaz sem v bistvu kot da lebdim, no, ko sem hodil spreko, pa to ni res. Ja. Edino, samo nekaj sem hotel vprašati. Recimo, ko se skloniš in izdahneš, ali obratno. Ali ko greš gor, ko grem dol, izdahnem. Ja. Kje pa vdahnem, ne? Ja, pa tako. A ne? In potegnem energijo. Mogoče sem tukaj, potegnem energijo gor. To je tako, kot da grem na pumpo, pa natankam benzin. Napolnim prvo čakro. Če prvo čakro napolnim, so tudi vse ostale čakre polne. Ima še kdo kaj? Pogleda ne spomnite. Ja. A je prav, da razmišljaš, ali da si prav zrelaksiran, ali da prosiš? Vedno je treba zaprositi. Aha. Vedno je treba vsako stvar, tudi ko greste v meditacijo, zaproste višji jaz, da dovolj, da vas povede v to. Vedno zaproste. In ko nehate, se vedno zahvalite. Prošnja in zahvala ne bom nikoli škodila. Ne bodimo naduti, da smo mi pa zdaj pa tole tehniko obvladam, zdaj pa tole. Tako, to je spet ego. Budimo ponižni, ampak ne hinavci. Ne hinavci. Mi zaprosimo svoj višji jaz in potegnemo svetlobo v sebe. Gledam pa v sonce. Vidim 100%. No, pa bi šli kar na vdih in vdih. Gremo na dihanje. Koliko vas je prvič? Prvič. Dobro. Ja, zato sem vprašal, a veste, da jaz te stvari lahko tako razložim, da boste razumeli. Za vas
za ostale bo malo dolg čas, ampak nič hudega. Lepo paste, kako vdihnem, bodite zraven, a ne, bodite prisotni in bomo to izvedli. Noge damo v širino ramen, roke obrnemo navzgor, zapremo oči. A se znate vsi sprostiti? Okay. No, zategnemo noge, mišice na nogah, zategnemo in sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš in sprostimo. Zategnemo roke in sprostimo. Zategnemo vrat in ga sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in jih sprostimo. Smo popolnoma sproščeni. Vdihnemo in opazujemo, kaj čutimo, ko vdihnemo. Nič ne prisiljujemo, da je globoko vdih. Normalno vdih. Tako kot normalno vdih. Vdihnem in vdihnem. Opazujem, kaj pri tem občutim. Kako je zrak skozi nos, sapnik, v pljučah, kako čutim zrak v pljučih, kako pride do prepone in kako se obrne. Kot da se uvijamo, da gradimo vse gube. To je obenem tudi masaž. No, te tenovi ste lahko sledili, ste lahko čutili, kdo ni mogel. Tako? Ja. Ja, tako. A je še kdo imel probleme? Vdihaj, ne čutiš. Kaj na glas povej? Na glas povej, ne smo v delavnici, to je zaradi tega, da smo tukaj, da se učimo en drugega. Vdih sem čutila in vdiham, pa drugače nisem bila nič. Vse ni treba. Samo kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko vzdihnem. Potem začnejo recimo mravljinični, kaj ste tukaj, ali pa, no, to, ko začutite, to je pa notranje energetsko telo. In boste v tem telesu čutili, da začutite to notranje energijo. In skozi to boste prišli v stanje, da vam je lepo, da ste srečni, da ste v ljubezni. Ljubljana? Ja. Pa sem samo toliko dihaj, kolikor lahko. In opazuješ, ker bo šlo. To je
količinsko jedro. Ja, to ni hvala količinsko jedro. Počas, a veste, če ne gre, do tam, kamor lahko. Potem bo pa zmeraj globje. In ko boste vdihnili, boste enkrat začutili podplate spodaj. In gor. Boste začutili roke, boste začutili energijo v koži. Boste začutili. Ne? Poslušajte, ženske imate prednost tukaj. To imate prednost. To je tako kot pri seksu. Ne? Ženske skozi čutite. Moški pa, ja, to pa zdaj pa je, ne? Ja, pa še tisti, ki ne je zakaj. To je občutite vdih pa izdih. To ženske znate bolj čutite kot moški. Moški se moramo pač malo bolj potruditi. Malo bolj potruditi, da lahko to občutimo. Gremo še na opazovanje misli. No, gremo. Isto se bomo sprostili kot pri vdihu in izdihu. Zategnemo noge, sprostimo. Zategnemo trebušne mišice, sprostimo. Zategnemo prsni koš, sprostimo. Zategnemo roke, sprostimo, zategnemo vrat, sprostimo, zategnemo obrazne mišice, sprostimo. Smo popolnoma sproščeni. Opazujemo misli, ki prihajajo. Tako kot smo prej opazovali vdih in izdih, ko zdaj opazujemo misli, ki vdirajo v naš prostor. Misel pride v obliki oblaka, kot oblaček se pripelje, ali pa slušno. Bodite pozorni na to misel. Opazujte jo. Misel ne bo zdržala vaše pozornosti. Bo odšla, bo prišla druga, opazujte jo in bo tudi ta odšla. Počas spremo. No, koliko vas je lahko opazovali? Slušajte, iz dihanja pridite na opazovanje. In misli opazujte toliko dolgo, da se bodo misli nehale. Med eno mislijo in drugo je prazen prostor. In takrat pride energija do nas. Tukaj pa misli, pa ne? Meni bi rekel, jaz sploh, da pusti, niti prid. Ne, spustijo. Spustite, ne izbrani. Ne pride. Opazujte. Opazovanje je tista zadeva. To je naše orožje. To je najvišje, kar imamo. In s tem napredujemo. Opazujmo misel. Ko pride, opazujo. Ne bo zdržala pozornosti. Ne zdrži. Mora iti. Pride druga, pride tretja, pride deseta. Ko se vrstijo. In bodo vedno redkejše. Misli bodo vedno redkejše. Ko greste na opazovanje misli, je najboljše 10 minut opazovati vsako jutro.
Zapišite si, kaj doživljate, kako so misli, kaj vam je prihajalo. Te stvari, ko smo jih potisnili, te vse pridejo. Zapišite. Boste videli, kako boste napredovali. Je malo bolj discipliniran, ampak dober, to je dobra metoda. Ko se bojo misli nehale, bo začela leteti ta zadevošna, ne? Ko se premika. Opazujte jo. Kot smo opazovali vdih, kot smo opazovali misel, ko opazujemo to, ko se premika skozi ekranček. Ko se bo ta točka ustavila, ste dosegli prvo stopnjo meditacijske joge. Skozi to točko, jaz pridem kaj začet. To sem lahko sreči kaj začet. To je malo domišljavo rečeno. Mislim, to bolj uspešno ali pa? Ja, veste kako. Če imate čas, zjutraj, 10 minut, tako lahko delate, je najboljše zjutraj. Večer ste utrujeni. Ne se trudite. Same bojo prišle. Misli bojo same prišle. Ne danes pa jutri. Misli bojo začele misli letijo. Ona je nekaj vprašala, ne, in pošljušte. Več klepeta. Je bolj ugodno. Ja, ne more. Se to ni več slabo, ne? Ja, veste kako je misliti na nič, to se že trudim, ne. Samo pustim, da misel pride in opazuje. Nič drugega. Opazovanje, to je naše delo. To je naš napredek. Ko boste, ja prosim. Jaz, ko sem prej pozivala, mislim, da smo delali z mislimi, sem imela črno pred očmi, pa so mogoče bile kakšne črte ali pa kakšne pikce, ki so se pojavile. Zdaj, če mi pozivamo recimo kakšno to črto pa pikce, je to še misel? Ti samo gledaj. Črtica se bo premikala ali pa se ne bo. Se bo premikala, ne? Pusti jo, da gre. Se bo nazaj prišla. Ti samo čakaj tako kot maček pred luknjo, ko čaka miško. Ko čakamo mi na misel. S potrpljenjem, da pride. Ko pridejo, opazujte in bo šla. Pride druga. To je. Eni imamo več tega, drugi imate manj. Jaz vem, da meni so tako urejene misli, da nisem mogel nič slediti. Koliko je bilo? Ampak še ne po enem mestu. Prej tudi kar nekaj je bilo. Kar nekaj. Pikce, pa je ne baže. Ampak tukaj so pa nečine. In pa sem jih uprazoval, pa so važne vedno redkejše. Vedno redkejše, dokler se niso nehale. Eni pravi, da to ni res, da je misel skozi. Dokler ta črtica teče, nam trepeta oko. Dokler trepeta oko, so misli. Ta črtica, ko leti, to so misli.
opazujemo, ko se ustavi. Ko je, da dosti počasno je, lahko peljemo v krogu in se ustavimo. In ko se ustavi, se otoči. Za petje, aja pa omen, to bomo malo težko, ne, speljali, to bo že 9. A gremo na omen, ali gremo na točko? Ok, pa se pa postavite tudi, da bi 3. vrste.